Ko je Jezus v soboto prišel na obed v hišo nekega prvaka med farizeji, so ga ti opazovali. Ko je videl, kako si izbirajo prve sedeže, je povabljenim povedal priliko. Govoril jim je: kadar te kdo povabi na svatbo, ne sedaj na prvo mesto, ker je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe. Pa bo prišel tisti, ki je povabil tebe in njega in ti rekel: daj prostor temu. Takrat se boš v sramoti začel presedati na zadnje mesto. Kadar si povabljen, pojdi in sedi na zadnje mesto, da ti reče tisti, ki te je povabil, ko pride: prijatelj, pomakni se više. Takrat boš počaščen v pričo vseh, ki so s teboj pri mizi. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan. Kdor se ponižuje, bo povišan. Tistemu, ki ga je povabil, pa je govoril: kadar prirejaš kosilo ali večerjo, ne vabi ne prijateljev, ne bratov, ne sorodnikov, ne bogatih sosedov, da te morda tudi oni ne povabijo in ti bo povrnjeno. Nasprotno, kadar prirejaš gostijo, povabi uboge, pohabljene, hrome, slepe in blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti. Povrnjeno ti bo namreč ob stajenju pravičnih. To je Kristusov evangelij. Evangelist Luka je zapisal ta primer, ki se je zgodil v Jezusovem življenju, kako je bil povabljen na obed, pa to vabilo ni bilo od preprostega človeka, ampak od prvaka med farizeji, niti ne od običajnega farizeja, ampak od prvaka od farizejev. Pa imamo verjetno dostikrat tako v spominu, kako je Jezus bil s farizeji, če ne rečem bolj tako takih ostrih odnosih, če uporabim ta primer. Zakaj je ta ostrina nastopila med Jezusom in farizeji? Ne zato, ker bi Jezus želel kaj slabega ali da bi jim nasprotoval, ampak zato, ker je povedal resnico. Zato, ker je dostikrat odprl ali odkril njihovo držo, pa tudi izraz njihovih misli. To, kar je videl človeško srce, pa je bilo lahko ljudem skrito. In zato ni neobičajno, da ko je bil povabljen na ta obed, so ga farizeji opazovali. Kaj je bilo v tem opazovanju, sam ne vem vsega. Ali je bilo to opazovanje, kje se bo Jezus usedel? A se bo usedel bolj na, bomo rekli, človeško pomembnem mestu, ali se bo bolj odmaknil, nekje bolj na zadnje mesto. Verjetno prav to, kar so opazovali farizeji pri Jezusu, so tudi sami to počeli. Zato je tudi potem rekel, pa ne zato, da bi koga kritiziral, ampak ta opomin je bil zelo dobrohoten. Če te kdo povabi, ne preveč v ospredje. Lahko se zgodi zelo neprijetna stvar. In ta neprijetna stvar je odmik, da se moraš nekomu odmakniti stran, ker je to mesto primerno in mišljeno za nekoga drugega. V izogib te neprijetnosti v življenju, Jezus pravi, bolj zadaj se umakni, na zadnje mesto. In če boš naprej pomaknen, povabljen, poklican, ko bodo še to drugi slišali, prijetno pa lepo ti bo. Boš imel občutek, ta človek me pa spoštuje,
me ima rad, hoče me blizu. Kako so to sprejeli takrat farizeji? Verjetno so z razumom bili zelo pritrdilni, da je to res, z občutjem pa verjetno je kakšen začutil v sebi tudi malo grenkobe. Kdo je začutil grenkobo? Tisti, ki bi rad bil na nekem mestu, ali opazen, ali pohvaljen, ali tako, da bi ga ljudje počastili, tak je morda v sebi začutil kar mehno grenkobe. In Jezus da potem še eno tako povabilo, če ne rečemo opozorilo gostitelju. To zaradi tega, ker med temi, ki so bili povabljeni, se je kasneje pričakovalo, da bodo oni povabili tega gostitelja kot izraz ene hvaležnosti. In če nekdo drugi potem razmišljal, kdaj bom povabil, je bilo zadnje potem vprašanje, s kakšno postrežbo bom postregel. Pa ja ne bil slabši kot danes. Mora se pokazati, da nekaj izgleda. In začne se tekmovalnost. In Jezus pravi, ne vabi pomembnih ljudi, bogatih sosedov. Povabi tistega človeka, ko naprej veš ti in oni, da te stvari se ne da povrniti. To so ubogi. To so tisti, ki ne zmorejo povrniti niti v enaki meri, kaj šele v presežku. In takrat ne boš razočaran, če ne boš povabljen, ker naprej veš, da nekaj narediš brez tega, da pričakuješ povračilo. Ni več tukaj trgovine. In to je drža človeka, ki je na nek način velik človek. In Jezus tukaj vabi človeka, tudi nas, kaj je tista drža, ki je res prava ponižnost, ne pa narejena. Ali je ponižen človek tisti, ki je vedno tih, ki ne reče besede, ki se umakne, ali pa celo reče, to ne pa drugi opravijo, pa to mesto drugi so boljši od mene. Ne vem, če je to prava ponižnost. Ko razmišljamo o ponižnosti, mi prihaja v spomin drža Marije Božje Matere. Marija je ob srečanju z angelom vsaj začutila, čeprav prihodnost ni imela pogleda, začutila, kakšno veličino ji Bog namenja. In v tej veličini je šla tudi k svoji sorodnici in prejela hvalo od nje. In jo ni zavrnila. Ta hvala je upravičena. Prva med ženami, največja, v nebesih je prva med vsemi svetimi. In Marija je bila pokončna. Je bila hvaležna Bogu, neprevzetna, nebahava. Ko sem bil še mlad, smo tako rekli, ta se pa ven meče, ali pa ta se pa važi. Tak izraz, ne vem, kako me je danes mladi z besedo. Veste, kako je bil neprijeten, sploh med fanti smo to opazili, en važič tam. Ni bil prijeten, ne vem, eno trip z njim. Tako hitro se je pokazal. In kdo je bil tak? Tisti, ki je hotel nekaj biti, pa mu ni šlo, ponavadi je tako bilo. Se spomnim enega sošolca, to pa je srednje šole. Je bil kar nekak na področju genija, vse na področju naravoslovnih predmetov, vse je znal. Vedno je imel oceno 5, ampak nikoli ni pokazal na zunaj, jaz pa vem, jaz pa razumem. Ta drža tega sošolca, on je to naredil, zato ker je zmogel. In tukaj vidim najboljši v razredu, ampak brez vsakega napuka ali prevzetnosti ali važnosti, dejansko tega drža ponižnosti. Ta sošolec je bil ponižen pred nami. In če smo ga kaj vprašali, je samo povedal, ker je znal. In je nam pomagal
mi pa njemu ne, ker mu nismo mogli. On je nam pomagal. In potem drugače razumem, prav začetek prvega berila, ko pravi modri sirak, otrok, opravljaj svoja dela v ponižnosti. Opravljaj svoja dela. Kdo lahko opravlja svoje delo? Ali lahko nekdo opravlja svoje delo, če ga ne zna? Ali ne zmore? Ali ne ve? Ta nič ne naredi. Jutri se začne novo šolsko leto. Akademsko leto čez en mesec. Nekdo, ki je v šoli dober, njemu se ni treba bahati. On bo imel dobro oceno in ni treba nič se dokazovati. In tak človek je lahko ponižen, zato ker pokaže, da zna, da zmore, da ima te talente in enostavno se rezultati pokažejo. Pa je lahko to tudi na področju športa, glasbe, drugih dejavnosti. Ena človek opravlja svoja dela in to je drža ponižnosti, ker je pokončen v tem, ker je hvaležen, da lahko to naredi. Ali kasneje človek, ki nekaj zna v življenju, ki dobro naredi. Kako so cenjeni delavci, ki res znajo in dobro naredijo. Kako težko jih dobimo. In da človek ne potrebuje neke hvale, ali da bi se dokazoval, zato ker je ponižen v svoji pokončnosti. Prihaja mi na misel en dogodek, 2 leti nazaj morda. Birmanska skupina, ne vem, katera generacija Birmancev je bila, mogoče 3 leta, in sem takrat rekel Birmancem, je bilo že proti koncu šolskega leta, sem rekel, jaz od vas pričakujem, da bi bili na Brezovici, v tem kraju, elita. Želim, da bi bili elita in možnosti imate, da ste elita. Kdo je elitni človek? Tisti, ki ni povprečen, ampak vi imate znanje, ki je lahko nad povprečjem današnjega devetošolca. Nekateri ste dobri športniki, ste nad povprečjem od ostalih, nekateri dobri na področju glasbe ali umetnosti, drugih stvari. In še eno stvar imate, saj po Birmancem. Vi imate nekaj, kar nima tvoj sošolec ali pa sošolka. In to je dar vere, s katerim živite. Ohranite to. In človek, ki se baha, ni elitni človek. Človek, ki se napihuje, je podpovprečen. Človek, ki se ven meče, če rečem v jeziku mladih, to ni elita. To je slabše od povprečja. In ti mladi bodo začeli zdaj, 2., 3. ali 4. letnik srednje šole in želim, da bi res ohranili to. Človek, ki je ponižen, tisti je del elite. Zato, ker ponižnost ni odmik od dela, kot pravi Božja beseda. Ali da je utihnjena beseda, ampak človek v ponižnosti je pokončen. Je hvaležen Bogu za darove, ki jih ima. Je ustvarjalen. Je blizu drugemu človeku. Človek, ki je ponižen, sprejema tudi delo in ustvarja in oblikuje svet. In k taki ponižnosti nas Jezus vabi. To je drža ponižnosti v naših dejanjih. In če pravi pismo Hebrejcem, da se nismo približali otipljivih stvarih. Poglejte, mi, ki imamo dar vere, se srečujemo z živim Bogom pri sveti Evharistiji. In to je tista stvar, ki nas res lahko dela velike, pokončne. In človek je velik, močan, sposoben. Tak človek je zmožen ponižnosti. Naj nam pri tem pomaga tudi molitev
za pravo spoznanje, razsvetljenje, še posebej molitev ob začetku novega šolskega leta, čez en teden tudi novega veroučnega leta. Naj nam Bog po naših molitvah pomaga k pravi drži. Sedaj pa tudi skupaj izpovejmo vero.